Po zaključenem pisnem preverjanju znanja lahko ugotavljam, da je kandidat od 95 možnih točk dosegel 82 točk, kar je uspešno opravljen pisni del preizkusa. Jaz bi zdaj predlagal, da kandidatu določimo tudi praktično nalogo za rešitev primera in mogoče imaš, Bojan, ti predlog kakšen, katero nalogo bi mu dejansko dodelili. Ja, jaz imam predlog, ker vidim, lahko malo pogledam test. Izvoli. Mislim, da bo naloga pravšnja. Kandidatu predlagam, da bi dali eno praktično nalogo iz poznavanja ukrepov in dolžnosti, iz poznavanja postopkov z reševanjem kaznivih dejanj, ker se mi zdi, da bi bilo potrebno videti, ali res obvlada zadeve, to je v bistvu za njega nekaj novega. Ne? Tako da predlagam, da vidim med temi nalogami, predlagam nalogo številka 8, torej površinski pregled vrhnjih oblačil in prtljage pri sumu storitve KD. Mislim, da bo ta prava. Naloga se mi zdi zelo kompleksna, zajema postopke varnostnika, od uporabe ukrepov do vljudnosti, komunikacije, poznavanja elementov kaznivega dejanja in ostalega. In pa istočasno je naloga zelo zanimiva, ker bo pravzaprav kandidat mogel neposredno pokazati postopek. Pri tej nalogi predlagam, da sem jaz kot tista oseba, ki bo igrala vlogo in sodelovala, če se strinjamo. Dobro, se strinjamo. V redu. Ok, dajmo to mapo. Gospod Majcen, najprej vam bi rad predstavil rezultate vašega pisnega preverjanja. Od 95 možnih točk ste dosegli 82 točk, kar je uspešno, ste uspešno opravili pisno preverjanje znanja. Sedaj pristopamo k drugemu delu preverjanja in sicer k rešitvi praktične naloge. Komisija se je odločila, da vam je dodelila nalogo izvedbe površinskega pregleda vrhnjih oblačil in pa prtljage pri sumu storitve kaznivega dejanja. Na ta list si boste pripravili oporne točke. Najprej si pa to nalogo temeljito preberete in če imate kakšno vprašanje, smo na voljo, da vam stvari pojasnimo. Imate nekaj časa za razmislek, da si pripravite oporne točke in bomo potem nadaljevali. Gospod Majcen, če ste pripravljeni, dajte nam prosim pojasniti, kako boste ravnali v danem primeru. Da, naprej je ravnal vljudno, ko je stranka poravnala vse svoje obveznosti pri blagajni in bi stopil do njega, sem predstavil in tudi razložil, zakaj sem ga zaustavil in zakaj ga vabim v drugi prostor, da opravi osebni pregled oblačil, vrhnji pregled oblačil. Dajte nam pa pojasniti, kateri postopek pa boste izvedli v tem posebnem prostoru. V tem prostoru bi izvedel pregled vrhnjih oblačil osebe. Samo vrhnjih oblačil osebe ali še kaj drugega tudi? Tudi prtljage njega osebne. Gospod Majcen, zdaj boste pa praktično pokazal ta površinski pregled vrhnjih oblačil in prtljage neposredno na kolegu Bojanu v samem postopku. Izvolite. Gospod, prišli smo v ta prostor, pravili pregled vrhnjih oblačil in prtljage. Se strinjate za tem? Ja. Prosim, odložite vašo prtljago na mizo. Prosim, da mi izročite račun, da preverimo, kaj ste kupili. Prosim, odprite vašo torbo. Aha, to je na računu. Je. Ni, očala. Tudi. Ja. Tu je vizostav. Ker smatramo, da niste vsega tega dali, bi prosil, da tudi iz vaše žepe izložite vse vaše predmete. Mene stanuš. Mene poštenjaka. Kaj pa vse vse? Imam nič tega. Ste vse izložili? Vse. Še enkrat vprašam, ste dali čisto vse žepov? Ja, vse, kar je potrebno? Ja. Zato bomo zdaj opravili površinski pregled. Prosim, odročite desno roko. Kaj imate v žepu?
Prosim, dajte mi predmet iz žepa. Pozabil sem prej, da. Opravičujem. Tega predmeta ni na računu in je tudi do koda te trgovine. A to ni steterka. To je z te trgovine, da pokličem policijo. Prosim, sedite se. Prosim tudi za vaše osebne dokumente. Vedno. Vedno. Osebne, kaj pa če nimam nič v sebi? Ja, ne vem, če imam kaj. A ja, nekaj bi našel, evo. To ste vi, gospod? Ja. Kaj bo žena rekla, da je to vedno? Hvala lepa, zdaj bomo počakali. Pa kaj ne morate spregledati te šminke? Ne moram, ker to izvira iz kaznivega dejanja. In moramo počakati na nadaljnji postopek. Gospod Majcen, zanima me, kateri ukrep pa ste izvedli sedaj, ko ste gospodu storilcu kaznivega dejanja po vašem mnenju naročili, da sosede in da počaka. Izvedli ukrep, da smo ga pridržali, zadržali do prihoda policije. Dobro. Povejte mi, kako dolgo pa lahko zadržite to osebo največ? Osebo lahko držite tako dolgo, ne pride policija, ampak maksimalno največ 2 uri. In če v 2 urah policije ni? Če v 2 urah policije ni, moramo osebo spustiti. Ok. Kaj boste pa s temi osebnimi podatki, ki rekel ste, da jih... Osebne podatke pa rabi za poročilo, ki moram ga napisati, da smo osebo prijeli in katera oseba je ta. In da te podatke tudi poročili pošljemo naprej. Gospod Majcen, v tem trenutku hvala za vaše sodelovanje. Prosim, dajte počakati zunaj in da se komisija odloči in vas pokličemo nazaj, da vas seznanimo z končno odločitvijo. Če bi najprej ocenili izvedbo praktične naloge, samo načrtovanje naloge, vidim, da si je kandidat ustrezno pripravil, kako bo rešil ta praktični primer in menim, da je tudi za samo izvedbo naloge primerno pristopil. Moram reči, da je sam postopek izvedel strokovno in zakonito. Zdaj, kaj vidva menita, ali so bile kakšne napake, ki bi kazale na to, da bi bila karkoli izpostavljena kakšna od izločilnih meril ali pa velikih napak. Bojan? Ne, jaz, ker sem v bistvu neposredno sodeloval pri tem, nisem zaznal, mogoče malo nesigurnosti kandidata, ne, to je nekaj pričakovano, ne. Drugače pa ni bilo nekih velikih napak. Moram reči, da je bilo strokovno, da se tudi relativno počutil ne preveč, kako naj se izrazim, ne preveč motenega, ne, tako da tu z tega vidika bi lahko ocenil, da je bil strokoven, profesionalen, samozavesten, tako da praktično nalogo bi jaz ocenil kot uspešno. Dobro. Kaj pa pri ustnem delu? Postavili smo mu 3 vprašanja. Je tudi, moram reči, da je dal zadovoljiv odgovor skladno, bi rekel, z zakonom, poznavanje, to se pravi ukrepov varnostnika, ki je zelo pomembno, tako da bi rekel, ta poseg, ki je kar globok človekove pravice, je čisto zakonito upravno in strokovno. Dobro, to se pravi, da lahko glede na rezultate pisnega preverjanja znanja, rešitev praktične naloge in izvedbe praktične naloge, ter tudi na podlagi ustnega preverjanja ugotovimo, da je kandidat uspešno opravil kompletni preizkus usposobljenosti. Ja, pa se strinjam. Tudi se strinjam. Da ima dovolj podlage in znanja, da bo uspešno opravil delo. Tukaj predlagam, da še ob koncu podpišemo zapisnik o praktičnem preverjanju znanja. Kot smo ocenili, je bil preizkus uspešen. Milan, prosim. Kot sta opazila, pa sem ves postopek že sproti tudi izpolnjeval zapisnik o poteku preverjanja poklicne kvalifikacije, tako da tudi tega še samo podpišemo, da je to. Zaključeno.
in lahko tudi kandidata pozovemo nazaj v prostor in da seznanimo z samim rezultatom preverjanja. Gospod Majcen, seznanjam vas, da se je komisija soglasno odločila, da ste uspešno opravil preverjanje znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije varnostnik. Mi vam za to iskreno čestitamo. V roku 8 dni boste pridobili certifikat strani organizatorja in vse dobro pri upravljanju vašega dela. Čestitke, uspešno. Čestitke, uspešno delo.